V Podravju je veliko gospodarskih družb, dobrih gospodarskih družb, ki izpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe. Srečamo odlične izvoznike in dobre delodajalce. Imamo ljudi, ki se trudijo in prav te smo se namenili izpostaviti, jih pohvaliti, se jim predvsem zahvaliti, jih postaviti za zgled in spodbudo. Uspešnost podjetij se prepogosto meri zgolj na ekonomskih kriterijih, ki jih razberemo iz poslovnih poročil. Nedvomno so ti podatki pomembni pri merjenju uspeha. Obstaja pa še druga nefinančna plat uspešnosti podjetij, ki je bistveno širši pojem. Odvisna je od mnogih okoliščin in v njej se kažejo leta trdega dela, uresničevanja idej, poslovnega poguma, ne nazadnje včasih tudi smiselne politike države in lokalne skupnosti ter poslovne sreče. Vse to smo v medijski hiši Večer upoštevali, ko smo se lansko leto odločili organizirati prvi zbor za podravsko podjetje leta. Na Večeru, kot najpomembnejši medijski instituciji v regiji, se zavedamo svoje odgovornosti in želimo opozarjati na dobre prakse ter izpostaviti najboljše, kar jih na področju gospodarskih družb Podravje premore. Mikropodjetje leta je Galerija Gosposka. Ni lahko, ne zdaj, ne čez leto, je pa, mislim, da privilegij, če lahko svoje sanje, ki jih sanjaš, udejanjiš. Mislim, da to uspeva mnogim podjetnikom, zato se jim zahvaljujem, da ta regija raste. Če smo mi med njimi najboljši, smo na dobri poti, ker drugo leto bomo že majhno podjetje, pravzaprav smo že zdaj, pomeni, da smo število zaposlenih povečali že na 88. Majhno podjetje leta 2016 je Jaktl d.o.o. Za nas je veliko presenečenje, da smo se postavili na ta zemljevid Slovenije in tudi eno priznanje za nas, da lahko pokažemo, kaj smo. Jaz mislim, da smo mi danes v našem podjetju postali zvezde. Del zvezd imamo danes zraven. Sem zelo ponosen na njih, kajti naši sodelavci so naš zaklad, s katerim je pač treba delati dobro. Nagrajenec je podjetje Megametal. Mi smo prišli v Slovenijo iz Nemčije, kad je Slovenija postala samostojna. Pozdravljamo jedno, da smo prošli put razvoja koji je trajao nekih 70 let. To se je začelo od Druge svjetovne vojne do danas. Mi smo prošli i prvu industrializaciju, i automatizaciju, i robotizaciju koja danas traje. Prišla je globalizacija, sad smo prišli u jednu novu eru i taj cijeli razvoj je trajao 70 let, prineslo je svaki taj del je prineslo je novi korak naprijed svijetu i Evropi. Sad smo prišli u jedan novi korak, naredili u svjetskom gospodarstvu koji neće trajati 70 let. Nagrajenec v kategoriji velika podjetja je Impol. Lani je predsednik upravnega odbora, gospod Čokl, prejemal ravno te takšne nagrade, rekel, da bo v naslednjem letu skupina Impol še večja in še boljša. Danes moram to potrditi. 2300 sodelavcev sledi strategiji, ki smo jo začrtali v lanskem letu. Želimo ostati vodilni evropski proizvajalec tiskanih polproizvodov za avtomobilsko industrijo. Želimo se pomembneje vključiti v letalsko industrijo. Cilje imamo visoke. Kot finančnica moram mogoče kakšno številko tudi povedati. Želimo preseči 1 milijardo evrov prihodkov. Najzaposlovalec.
spoštovani predsednik, dragi zbrani gostje. Ja, za talo mi je seveda to veliko priznanje, ne nazadnje pa je tudi potrditev, da pot, po kateri stopamo, je na nek način svojstvena, po drugi strani pa tudi prava. Številke sicer povedo nekaj, ampak pri nas štejejo poleg številk še veliko drugih stvari. Predvsem pa medsebojni odnosi, medsebojna povezanost, sodelovanje in na tem gradimo že kar nekaj časa in bomo gradili tudi našo uspešno prihodnost. Nagrada je, tako kot so vsi povedali, tudi spodbuda za naprej in na nek način obveza, da bomo to pot nadaljevali in mislim, da se danes vsi skupaj strinjamo, da bo področje upravljanja z kadri v bližnji in srednji prihodnosti za vse nas zelo velik izziv. Bralke in bralci časnika Večer in spletne strani večer.com so izbrali podjetje Mikropolo. Pred nekaj leti, ko se mi je porodila ideja, da moramo podjetje narediti predvsem zaposlenim prijazno, da v podjetju največji kapital predstavljajo ljudje. In ko smo začeli z idejami o brezplačanem neomejenem dopustu, o brezplačnem zajtrku, o kosilu v službi, o domačih živalih na delovnem mestu, o otrocih v službi in da ne naštevam še tako naprej, me je veliko kolegov, podjetnikov imelo malo za, da namreč to ni resno, da tako podjetje ne more biti resno, da v bistvu v poslu je treba samo delati in delati. Mi smo vseeno dokazali, da se lahko ob delu imamo tudi fajn, da se lahko vmes tudi zabavamo in da v resnem delu, ki ga imamo, namreč opremljamo laboratorije širom Slovenije in z našim pohištvom tudi širom Evrope in sveta, da lahko tudi v to delo vnesemo nekaj zabave. Zavedamo se, da samo stabilno poslovanje podjetij omogoča investiranje v razvoj, v nove tehnologije, v nove izdelke in nove storitve. In omogoča tudi razmišljanje o spremembah v procesu dela, ki Slovenija in Štajerska še kako potrebujeta. Ni nam vseeno, kaj se dogaja z gospodarstvom v regiji, saj ima šibka ekonomska pobuda odločilen vpliv na stanje duha v družbi. Zato je prav, da tudi mi pripomoremo k promociji podjetništva.